Dober dan, danes bom naredil povzetek predavanja, ki sem ga imel na Altermedu marca 2025. Zdaj, hidroterapija se imenuje terapija z medicinskimi pijavkami in seveda logično vprašanje, ki se postavi je, ali so v 21. stoletju, ko imamo vse te napredne tehnologije, pijavke sploh še uporabne, ali je smiselna njihova uporaba. Da bi to odkrili, gremo najprej na dejavnike nastanka bolezni. Skozi prizmo pijavk bomo pogledali, kako pijavke delujejo na te dejavnike. Ti dejavniki so pa težave v krvnem in limfnem obtoku na ravni mikrocirkulacije tkiva, vnetni procesi, stres in pomanjkanje določenih snovi in zastrupljanje telesa s škodljivimi snovmi. Celice v našem telesu imajo svojo determinirano pozicijo, se pravi, ne morejo se sprehajati po samem telesu in iskati hrano. Hrano dobivajo skozi tekočine. Kri potuje od srca preko večjega do manjšega ožilja in na koncu do kapilarnega sistema. Kapilarni sistem je porozen, skozi njega kri prehaja v medcelični prostor. Kri minus so pač določeni elementi, kot so eritrociti, trombociti, velike beljakovine in tako naprej. Se pravi, prehajajo v medcelično tekočino, potem iz medcelične tekočine kisik in hranila prehajajo v celice, iz celice potem izločajo ostanki metabolnih procesov in se vračajo v krvotok preko venskega sistema oziroma limfe. Problem nastane, kadar cirkulacija, se pravi, kadar celice ne dobijo dovolj hrane, ker potem se pride lahko do podhranjenosti, degeneracije, odmiranja celic. En tak primer je diabetes. Pri diabetesu se odebelijo stene, nezdravljenjem, se odebelijo stene kapilarnega sistema, postanejo manj porozne, tekočine težje prehajajo v medcelični prostor, se pravi, pride do zmanjšanja hranjenja celic in nekako to se zna pokazati kot nekroza na prstih, na nogah. To je taka tipična zadeva. Ali pa ledvice začnejo odpovedovati, vice začnejo slabšati. Vse to pa je v bistvu povezano z slabo cirkulacijo oziroma slabšim pretokom krvi skozi kapilarni sistem v medcelični prostor. Pijavka takoj, ko zagrize, spusti v telo 120 različnih snovi. Takoj pride do znižanja viskoznosti vseh tekočin, to pomeni, da tekočine lažje prehajajo skozi kapilarni sistem v medcelični prostor, iz medceličnega prostora v celice in potem nazaj skozi limfo in venski sistem. Pijavke imajo v svoji slini tudi hirudin. Hirudin se selektivno veže na trombocite in preprečuje nastajanje tromboze, se pravi, da bi preprečuje nastanek tega, da bi prišlo do zamašitve žil, kar seveda potem otežuje hranjenje samih celic. Če pa do tromboze v telesu že obstajajo, je pa tukaj destabilaza, ki hitro topi trombe. Histaminopodobne snovi blago razširijo ožilje, kar spet omogoča boljši in lažji pretok krvi skozi ožilje. In Delins v bistvu deluje tako, da zmanjšuje otekanja, kadar je tkivo utečeno, ustvarja pritisk na kapilarni sistem in s tem v bistvu otežuje pretok krvi skozi kapilarni sistem. Se pravi, imamo tu eno kupico mehanizmov, ki pomagajo hraniti celice. Celice, kot smo pa rekli, so osnovni gradnik našega telesa in skupek delovanja celic, kvalitetnega delovanja celic pač je tudi predpogoj za homeostazo.
Zdaj, za razliko od krvotoka pa je limfni sistem odprt sistem. Nima pumpe, tako kot krvotok ima srce kot pumpo, ampak tekočine prehajajo skozi te zaklopke v limfni sistem in potem potujejo po limfnem sistemu preko bezgavk. Bakterije izločijo antigene, limfociti v bezgavkah tvorijo protitelesa, ki pomagajo uničevati patogene bakterije. Se pravi, s tem, ko so tekočine, ko je viskoznost tekočin v telesu znižana, to omogoča tudi lažji pretok limfe. Zdaj, včasih se v nas zgodi, da po sami terapiji pride do otekanja blizgavgne, sicer pogosto, ampak pri kakih limfedemih pa tako pa ja, se pravi pri zastoju limfe. To zatekanje ni posledica neke infekcije od pijavke, ampak je posledica večjega pretoka limfe skozi bezgavke. Se pravi, kot pri angini na vratu začutimo, da nam bezgavke zatečejo, zato ker pospešeno delujejo, kar je znak povečanega števila patogenov, je pa pri pijavkah do tega zatekanja lahko pride, do tega, ker je povečan pretok in bezgavke lovijo večje število patogenov in seveda odreagirajo. Naslednji dejavnik za nastanek bolezni so blagi vnetni procesi. Ko se pravi po dr. Nestoroviću, večina kroničnih bolezni ima nekak vzrok v blagih vnetnih procesih. Se pravi, od sladkorne bolezni, srčno-žilnih bolezni, Alzheimerja, alergije in tako naprej. Pri vnetju se aktivirajo proteaze, ki pomagajo razgraditi poškodovano tkivo in omogočajo imunskemu sistemu, da učinkovito deluje. Prekomerna aktivnost proteaz povzroči prekomerno razgradnjo tkiv, kar vodi do poškodbe tkiv, poslabšanja vnetja in degeneracije. Zdaj, pijavka pa ima v svoji slini tudi bdelin, ki pa deluje tako, da zavira delovanje proteaz, kar pomeni, da preprečuje prekomerno razgradnjo beljakovin in tkiv med vnetjem. S tem bdelin pomaga zmanjšati škodljive učinke vnetja in omogoča telesu bolj učinkovito obvladovanje vnetnih procesov. Se pravi, pijavka po eni strani dviguje imunski sistem z znižano viskoznostjo, boljšim pretokom limfe skozi bezgavke, po drugi strani pa bdelin preprečuje, da bi prišlo do avtoimunih reakcij, da bi telo v bistvu samo o sebi škodilo. Indikacije za uporabo pijavk so različni itisi, se pravi razna vnetja, kot so tenditis, artritis, buritis, dermatitis in tako naprej. In glede na to, da delujejo na močnejša vnetja, na lokalna vnetja, vsekakor delujejo tudi na blage vnetne procese v telesu. Zdaj, stres je en od dejavnikov nastanka bolezni, katerega se ne moremo izogniti, je pa tu predvsem pomemben naš odziv na stres. Profesor Krašenjuk je delal raziskave, se pravi tu desno zgoraj vidimo, ko se pijavka aplicirala na uho in kako se je delovanje nevrotransmitorjev v bistvu stopnjevalo, pri 12 minuti nekako prišlo do vrhunca, potem pa tako kot nek eho so se lučke še prižigalo v možganih in potem se to umirilo. Zdaj, na levi strani pa vidimo, v bistvu, za katere nevrotransmitorje to gre. Tu pod 4 vidimo dvig delovanja serotonina in po 90 narkotikov. Zdaj, delovanje anestetikov čutimo tako,
da nekje po parih minutah, ko pijavka zagrize na začetku, je še tako zbadanje, potem pa ti občutki minejo. Kar se pa tiče delovanja dviga serotonina, ne, se pa zazna tako, da čutimo eno tako mehkobo, umirjenost, pademo v podobno stanje kot, ne vem, pri joga nidri, ljudje pogosto med samo terapijo zaspijo. Zdaj, serotonin je znan kot hormon sreče in pri obvladovanju stresa nam pomaga tako, da nam izboljšuje razpoloženje, uravnotežuje spanje, zmanjšuje anksioznost, pa spodbuja pozitivno razmišljanje. Zdaj še en dejavnik je pač pomanjkanje določenih snovi in zastrupljanje telesa s škodljivimi snovmi. Tudi temu se zelo težko izognemo, mikroplastika je vsepovsod, sploh v predelani hrani je dosti raznih dodatkov, tako naprej. Večina hrane v trgovinah je obdelane v sami proizvodnji z pesticidi. Zdaj, tisti, ki niso teoretiki zarote, saj hvala bogu chemtrailsi nimajo vplive na njih, ampak v vsakem primeru je pa tako, da ko v telo dobimo, vnesemo na kakršenkoli način toksine, jih del telo skozi filtre izloči, del pa se skozi krvni sistem pač pride v medceličnino in iz medceličnine, ko enkrat pride v medceličnino, je toksine zelo, zelo težko izločiti. Tu desno zgoraj vidimo graf umiranja pijavk. Pijavke so v bistvu biološki indikator toksičnosti krvi. To pomeni, da vsaka kri je do določene stopnje vsebuje toksine, ne, ampak ko ta nivo se poviša, potem pijavke začnejo umirati. V tem primeru, se pravi, pijavke 4 mesece niso umirale, v 9. mesecu pa vidimo, da so vse pijavke praktično umrle. In to tako, da so se deformirale, bruhale so kri, v bistvu so umirale v mukah in to zaradi same zastrupljenosti. Podoben obrazec je viden tudi pri spodnjih dveh grafih, se pravi, na začetku še ni bilo močnega umiranja, potem pa sčasoma pride do večjega umiranja. Očitno je, da znižana viskoznost tekočin v telesu pomaga potem sčasoma, da telo začne iz medceličnega prostora, se pravi iz globin, izločati toksine iz telesa. In zdaj še rekapitulacija. Pijavke, se pravi, na težave v krvnem in limfnem obtoku na ravni mikrocirkulacije tkiva, lahko rečemo, da pijavke delujejo, pri vnetnih procesih delujejo, pri stresu delujejo, pri razstrupljanju telesa delujejo in zdaj, kaj bi rekel doktor House? Ja, pijavka je še vedno tudi danes uporabna.